Dobrodošli v novem vlogu. Danes je 14. februar, Valentinovo, naredila sem cheesecake, pa imamo neko praznovanje mogoče, verjetno ne, ker sta ta mama nekam šla. Ponavadi smo vedno imeli nekaj za Valentinovo, je was cute. Naredila sem cheesecake, iskala sem te kekse posod, premalo keksov je bilo, pa še to sem jih mogla DIY-at. Video je bila na Instagramu spodaj polinkano, pa si ga prosim pejte pogledat, da bom imela tam kaj vivo. In ni bilo teh keksov nikjer, ker jih kao nimajo, ne v Leclercu, ne v Šparo. In mi je Šparo rekla, da v bistvu jih niti dobavitelj ni dobavo, da so po mojem ful popularni, ziher nek TikTok trend. Skoraj fiks, mislim, da je nekaj za cheesecakeom. Ampak jaz sem tak cheesecake probala že narediti, samo ne ta okus, ampak bolj sem ga dala neki mešan, zdaj glavnem bil vanilja in te keksi. Teda ja, mački gledate, da bi šle ven, že tam pleže. Jaz pa zdaj sem glih razrezala torto, pa vam, cheesecake pa vam bom ga pol pokazala. Probala bom več vloga, samo pač imela sem ful nekih stvari in sem pol pozabila. O, Pipiko, mamina, kako si pa ti lep, kdo je lep, ti si lep. Pride levo tam gori. Halo, Julčika. Pi, mi smaš. Oj, kako si pa ti lepa. Glih objavljam video, sem ga zeditala in čakam, da se uploada. Že dvakrat sem ga, ker mi ga je flagalo, ker imam noter pesem. In sem pomislila, se vseeno, se Twitch ni kao monetizan, tako da dobim kaj cache-a. Ampak pa sem bila tak, mislim, da me lahko flagajo, pa mislim, da pa lahko dobim kao kot kazen, pa me vržejo, zaradi tega, da sem dala malo manj. Pač imela sem Jokera od pesmi noter in sem bila tak, sej ne bo nič, sej ne bo flagali, ja, they did. Probala bom spet na iMovie, ne na Final Cut Pro bom probala spet editati, ker sem si kupila ta Creator Studio, ker imaš vse, pa še neke druge zadeve imaš, da bi to mogla malo pogledati. Je pa 3 € na mesec za študente, pa 30 € na leto. Ono redno pa, ne vem, zna biti enih 13 € na mesec, pa enih 100 € na leto. Stvar, ki jo ne moram, v blokih je smrad v dvigalu in včasih bloku. Evo. Sem rekla, da moram manj vlogati v avto, pa hkrati, da bi mogla bolj nekako sem si dati, ker če tukaj bomo zdaj predstavili, imam čas, bomo naredili to. Prah. Kaj boljše tak? Samo zdaj je pa na poto volan, ali? To sem kupila za nič v Leclercu. Ali volma ko on Red Bull, kaj me najbolj všeč. Jungberry. Something like that. You gotta push it in. Koš moram spet sprazniti, ker sem toliko stvari že notno tiščala, ker je taki mali. Ok, cute, ok, I like it. Tam mi ni všeč, da je stran obrjen, obrjena klima, ker ne vidim rožic. Ampak je z razlogom stran obrjena, ker sem grela in so eni ljudje pač občutljivi na kretje, ali kaj ne rečem. Tak, tukaj imam hand cream. Ful si skozi laze prav, tak si jih vedno, ne, ampak zdaj mi gre na živce, ker sem pri frizaru in pol se mi zdi, da imam naslednjo vedno tak čudno in me moti. Nekdo ima VK tablico, direkt pred mano. 616. Cute! Tu pa je ena telefonska, ki jo znam na pamet. 616. Smo mala Melata naučil jih par telefonskih številk, da jih moram vedno znati, da lahko njega pa mamo pokličem, pa mojo sestro, ampak na pamet še vedno znam vse njihove cifre, in tako se niso spremenile, ampak mislim, da je njegova najbolj poznana, sem vedno javo, pa od moje mame, no, moje sestre nikoli nisem zares klicala pač na pamet. Oh, cute!
Ta male so bile. Prvo smo tak, oh my god, fakt nisem videla, sem se s kamero pogovarjala, pa smo tak, WTF. In upam, da nisem, in prvo mislila, da sem kao bila za njih, kao WTF. Ampak je bila, ona je tako so bila luškane. Pa daj. Ker jaz tak nimam počal gor, pa jih nisem videla, sem se s kamero pogovarjala, ker grem čisto tu malo z avtom. In so videla mojo faco malo prej. Insert the face I did. That's what they saw. Aww, pipike boga male. Evo, v prejšnjem videu sem na koncu govorila, da bomo mogoče začela skupen Instagram account z mojo najboljšo kolegico in dejansko smo. Tako da spodaj bo linka profil do Instagrama, pa tu nekje bo objavljena fotka. Zdaj sem večkrat razmišljala, da bi začela na Instagramu objavljati, pa nisem točno vedela kaj, pa mislim, sem vedela kaj, samo se nisem spravila in pa sem se mi nekaj pogovarjala in smo tak, what have we started together? Teda smo naredili novi profil. In je kao Girls Off Duty, zaradi tega, ker pač mi imamo basically isti šiht. In spoznala se od tam, bomo enkrat moče naredila kak little Q&A. Ja, ona je v Ljubljani, jaz sem v Mariboru, videi bojo, se mi zdi, ker luškani. Bomo videli koliko, jaz sem zdaj samo objavila enega, ko nisem naredila sicer voiceovera, ampak je baking a cheesecake in je cute. To mi je zdaj tak dalo veselje za social media, ker se mi zdi, da doskrat nimam časa full fetch vlogat, ker imam skozi nekaj in te kratki videi se mi zdi, da jih lažje skupaj narediš. Hkrati pa ja še vedno lahko pač delam svoje vloge, kjer so full na dolgo in full preveč govorim, tam bo pač malo bolj kratko in jedrnato. Evo, tako pa je izpadel cheesecake, ki sem ga naredila. Pot je pač premale file, v bistvu. Ne vem zakaj, ampak ja. Nekaj me glava boli. Kako se vidi, imam krajše lase, ker zdaj niso one skurjene konice. Glava me spet boli. Ampak me kar face pač tak. Tak težka je, ne vem, glavnem ful me boli. Modra, ker je modra. Mišek. Kak s tačkami, kak bi ti pa jedo, ne? Kak si ti lačen skozi? Kak si ti skozi lačna, mala muca? Mala muca lačna? Ampak lačen? Pa ko s to hudičo? Dobro jutro, danes delam popoldne. Sem popoldanska izmena, ker vajamo novo kolegico in delam popoldne 2 dni. Pa v sredo grem spet v Ljubljano, ker se mi začne zadnji predmet. Nekaj za magistersko in je pač obvezno in če ne bom hodila, me ne bo spustili. Tako so zagotovili, tako da moram iti. Ampak je samo par tednov, tako da I think I can handle srede. Danes sem si pol malo še skravžala lase, sem si jih včeraj izravnala, ampak mi je pač lepše, ko imam malo zavite, ker, ja, ne vem, bolj bouncy so and I like it. Tablete bi mogla moče vzeti, samo nisem nič jedla zvečer. Ful mi je zabavno, ker zdaj delam toliko nekih različnih videov in landscape in portrait mode, ta trenutno se precej zabavam. I'm ready to go to work. Ura pa je 1:30. Bye! Dosti krat se mi zgodi, ne vem zakaj, ne vem kaj je krivo, ampak da jaz začnem kao snemat vlog in se vmes neha snemat. Zdaj pa jaz ne vem, ali res jaz vedno kliknem s prstom, da neha, ali zakaj se mi to naredi, ampak tolikrat opazim, da je nehalo snemat potem, ko že vse povem. So annoying. Tako se mi zdi, da sem boljše naredila, ali? Da je ali to ful moti. Sam se mi zdi boljše, ker je ravno in tudi ne rabim tako tja gledati skozi in je tukaj in se mi zdi boljše. Ali to ful moti? Let me know. Does this bother you? Ok, dobila sem vietnamski kruh sreče in danes moram dodati sladkor, tako piše na navodilih. I'm kind of really excited about it. Hkrati sem imela precej slab dan, tako da upam, da nisem zajabala, ker bi mogla včeraj to narediti. Ampak nisem mogla. Naročila sem si borza.
desetak. To bo darilo. Moj mikrofon, ki ga tako večinoma ne uporabljam realno. Naročila sem si čatis. Upam, da so naredili pravo naročilo, res. Mačkama sem tam dala noter priboljške, da me ne motita. Jej, brez jajc. Pol grem pa na faks, tako da sem zdaj rekla, da bom hitro pač pojedla nekaj. In da pol grem. So good. Wow, danes je ful dobra. Glavnem bilo je zelo pereče vprašanje. In sicer, kako sem jaz hujšala. In sem rekla, da je najboljše, da vam to razložim med tem, ko jem. Zakaj? Kdo bi vedel? Glavnem, jaz sem sicer, dejansko sem precej shujšala, če pogledate malo videa nazaj, boste videli, kakšna razlika je. Zdaj, zakaj in kako sem jaz tako shujšala? V bistvu, zdaj bomo, seveda, jaz rada govorim. Ko sem bila mala, sem jaz trenirala gimnastiko, 10 let plus, in potem sem vedno bila nekaj v športih, teda jaz sem vedno imela malo kil in sem bila kar suha, pa hkrati sem imela ful mišic. Teda še vedno ene stvari lahko naredim, kljub temu, da se že na 10 let treniram realno. In še vedno lahko naredim špago, pa salto, pa take stvari. Bolj bog, ampak I can do it. Teda tudi, ko grem kdaj pol kakšen šport, recimo, če je šla fitness, pa kaj tajega, se mi zdi, da ful hitro nazaj dobim moč. Pa tudi pri plezanju mi je to precej pomagalo, ker sem še vedno ful gibčna, pa pač moč imam še vedno. V glavnem, v Ljubljani, ko sem bila, sem se ful vmes sredila. Pač zdi se mi, da je bilo tako okolje in da se sem bila sama kriva, ampak pač, ne vem, in pol, ko sem enkrat se zredila, je enostavno tako stalo. V bistvu prvič, ko sem se zredila, je bilo, ko sem šla na kontracepcijo in takrat sem dobila kar nekaj kil zraven, ampak pač še vedno je bilo normalno, pač malo bolj sem bila zalita proti temu, kaj sem bila predtem. In pol pa sem v Ljubljani pač ful slabo jedla. Skozi sem jedla meka, pa burgere, pa pač skozi sem naročala prek Volta. Zdaj sem tudi. Še vedno naročam prek Volta, ampak se mi zdi, da je bilo drugače. Jaz ne znam razložiti, pač meni se ne zdi, da sem jaz toliko več takrat jedla, ampak se mi zdi, da je šlo bolj za količino hrane, ki sem jo pojedla. Ker pač jaz že itak od vedno nikoli nisem zares jedla zajtrkov, s tem sem imela vedno ful težave. In pol sem mogoče čez dan nekaj malega pojedla, in pol sem zvečer ponavadi jedla veliki obrok. In ko rečem veliki obrok, je to pač, ja, naročila sem si za jesti in pol sem to vse pojedla in pol mogoče še kdaj kaj snekala. Ampak vedno so bile precej večje porcije, kot bi jo mogoče, ki je primerna za mene, ali pa ki bi jo mogoče lahko sploh pojedla. Ponavadi me je ono tako tiščalo in sem tako, sem dosti pojedla in je tako vedno bilo. Teda, kako sem jaz pol shujšala, je pa bilo, da sem dejansko začela več jesti, oziroma večkrat jesti, ne več. Večkrat sem jedla, teda sem probala jesti zajtrk, vmes sem jedla na šihtu kosilo in pol zvečer neko večerjo, ki je bila pač manjša, ki več ni bila tako ogromna, ker sem bolj malo manj začela naročati. Moj mački me tu gleda tam, Rubi je že na poti sem. Ne, kar pa mi je v bistvu najbolj pomagalo poleg tega, ko sem začela tako jesti, sem dejansko začela zgubljati na kilah, ker pač sem bolj razporejeno jedla. In potem, kak je dejansko naredilo končno spremembo, pa je bilo to, da sem začela, kar sem se sem preselila v Maribor, da pač se je bilo ful stresno, pa sem dejansko vmes celo ne jedla, ampak to ni bilo okej, to je bilo pač en teden, 2, 3. Potem sem začela hoditi na sprehode in se je spremenilo to malo v obsesijo, zato ker sem živela sama po since ever, nikoli nisem predtem sama zares živela. Imela sem eno mačko in potem sem nabavila še eno in sem pač bila čist sama tukaj. In mi je bilo, kar nekaj sem imela ful časa, ker sem imela drugačen delovnik isto in nisem vedela, kaj biti točno sama s sabo in mi je bilo ful naporno in sem ful samo nekaj razmišljala in potem sem bila tako, grem jaz na sprehod. Sem dala sošalke not, pa grem na sprehod, ker sem vedno rada hodila na sprehod. In potem je bilo tako, da sem začela hoditi in sem vsak dan prehodila tako pod 6, 7, 8 kilometrov in potem mi je bilo bad iti na sprehod, ki bi bil krajši od 5 kilometrov. In potem sem vsak dan hodila 5 kilometrov in vam tu nekje dala slike, koliko sem jaz dejansko prehodila v tistem enem letu. In to je bilo leta 2024. 2025
je kar precej padlo. Ni mi bilo krizno, jaz sem imela prej malo ta krizno situacijo, mogoče mentalno, ampak pač ful sem samo razmišljala pa overthinkala in mi ful ni sedlo biti sama doma, ker mi je samo šlo možganje blablabla. Potem sem začela brati, pa plezati tuji, pa faks spet in sem imela več stvari, ki so zapolnile moj dan ali pa moje misli, teda ni bilo tako krizno, kaj je bilo na začetku. Leto, pač začetek 2024, ko sem dansko se selila sem. Ampak ja, vsak dan sem šla na sprehod po 5 kilometrov in tako sem shujšala. In zdaj več tega ne delam, zdaj se trudim spet začeti hoditi več na sprehode, ker se mi zdi, da premalo hodim. In mi je bad, da na to hodim na sprehode. Jaz bi mogla jesti. Nekam so grenke, to mi pa ni všeč. In ja, to je to, kaj sem delala. Nič drugega dejansko. Še vedno sem jedla McDonald's, še vedno sem kdaj kaj naročila, definitivno manj, ker nisem imela casha. Ampak sem pa še vedno jedla McDonald's pač. In sem kljub temu shujšala 10, 15 kil. In to je to. That's how I did it. Jaz sem prepričana, da se da shujšati. Vem, da je včasih težko, jaz sem imela osebno trenerko, pa nikakor nisem mogla shujšati, ker se mi zdi, da bo odvisno od mojega mindseta, pa pač kako čudno sem jedla. In mi je ona rekla, da moram več jesti, mi je bilo strah več jesti, ker smo tako I don't know what to do. In koliko sem pač prišla v ta mindset, da se nisem tako fejs obremenjevala za kile konstantno, ko sem se vmes. Pač vmes mi je bilo bad, da sem tako, kot sem, se mi zdi. Pa ni bilo samo zato, ker sem jaz bila vedno precej suha, ko sem bila mlajša, ne. Tako da ja. Če bi kdo rad shujšal, jaz mislim, da če začneš hoditi na sprehode, jaz prehodim 5 km v eni uri, ta 3 km po mojem, če hodiš počasi, si v 45 minutah, konec, si daš muziko, si daš audiobook in greš. Jaz sem hodila tudi po zimi, pač vedno, ampak se pravim, to je bilo že rahla obsesija. Tako da, če greš na sprehod vsak dan, parkrat na teden, da probaš iti, je čist drugače. Da probaš narediti dejansko kao 10.000 korakov na dan, ampak drugače pa vem, da je ful vrejo, da bi vjutro šel malo za pol ure recimo na sprehod, pa pol popoldne ali pa proti večeru, ker ko greš ti na sprehod, se mi zdi, da sem čez dan več kalorij na splošno pokurila, ker je, ne vem. Ampak ja, to je vse, kar sem jaz naredila. Nisem hodila fitness, nisem bila na dieti, nič. Ja, pa plezat sem hodila. Ampak če imaš mogoče kao preveč kil in če imaš precej preveč kil, se mi zdi, da hitreje zgubiš ogromno. Še vedno pač boš imel preveč kil, ampak ne toliko preveč, jaz. Najlažje, kaj je, da greš začneš hoditi na sprehode. Da se začneš migati, da priješ domov, pa se vlečeš pa na šihto, recimo, če ful sediš, pač odvisno, kako delo imaš. Je težko, včasih, ko sem za kompom pa nekaj tipkam, se sploh ne vstanem par ur in pol grem na WC in nisem naredila 300 korakov. Ok, sem, ampak pač bi na koncu dneva imela 2 jurja korakov in potem sem pa začela hoditi zato na sprehode. Ampak pač ne vem, greš gor po stopnicah, ampak dosti lažje se mi zdi, da pač greš na sprehod, ker ti je vrejo, pa mogoče si najdeš koga, pa hodiš z njim na sprehode, z njo, kakorkoli. Ali pač jaz sem imela slušalke not, pa sem hodila. In to še vedno delam. Pa pač da probaš imeti 3 obroke na dan, recimo.
Pa še to meni zdaj na spet vedno uspe, ampak ja. To pa je to, pa pač da mogoče naš pričakoval, da bo v prvem mesecu takoj razlika, spet je odvisno pač koliko preveč kil imaš in to je to. Guess where I'm headed? Ljubljana. Se imam majice za preoblečo, to imam samo za faks, ker onih drugih nisem coto prava, pa mogla bi nekaj nove cote si kupiti. Tam mi ful fajn stoji, pa ne vem, vreo mi je. Pa na švicam, so. Dala sem jo gor prej za snemat, pa imam še eno drugo zraven, da se prv preoblečem. Jej! Na onem najnem skupnem profilu bomo mogoče zdaj dansko objavila prvi video, ker tudi boste videli Ivano. So exciting! V soboto imam pa plan, da da se dobimo z mojo drugo najboljšo kolegico, pa mojo tretjo najboljšo kolegico, z Aleksejo pa z Barbarom. Ja, samo ne vem, če kaj snemala, ampak če ste včasih gledali videe, you definitely know, kdo je Aleksa. Maybe tudi je Barbara, ampak ena je OG. Mi smo obe sta OG, ki so tako z osnovne šole že kolegici. Zdaj, Aleksa je moja najboljša kolegica od vrtca. Ne vem, moje je že bilo tako, da bi imela še eno sestro. Pač mi se tako dolgo poznamo, cel life, toliko nekih stvari se je zgodilo, pa s toliko različnih obdobij se mi zdi, da smo šle skozi, pa so bili oni ups and downs. Ampak če ti to pokaže, da so možno dolgotrajna razmerja, je točno to, zato ker kljub temu vsemu, kar smo mi recimo šle skozi, pa se skregale, ko smo bile mlajši, vedno, ne vem, najbolj mi je smešno, ko včasih, ko jaz kaj rečem, slišim, kako bi ona to rekla, ker pač smo tako dolgo bile skupaj od malega in včasih, ko se nekaj zgodi prav, vem, kakva je bila njena reakcija. I don't know. We're gonna be 28 this year, that's crazy. 28 in mi smo skupaj že od plenic. Crazy. Ko menim kakve ljudi, drugih pa ne, se mi zdi, kot da delam krivico nekomu, ampak verjamem, da je folko tako vse eno, bolj ne je moglo biti. Ampak tako jaz, kot bi nekih kolegij, ko se mi zdi, da jih lahko menih ena, pa pač se mi zdi, da ne smem, oziroma ne morem, z takih in drugačnih razlogov. Imam povedal tak feeling, kot da pač oni niso pomembni. Kot da meni niso pomembni, ampak that's just my problem, ker pač, ja, whatever, gremo v Ljubljano. Evo, sem parkirala na faksu, na FDV-ju, še zadnjič maybe, ever, ne, še zadnjič, pri zadnjem predmetu, ever, ker verjetno ne bomo delali doktorata, ne? Tako da zdaj imam predavanja, to sicer so kar brezvezno, ker trajajo ful dolgo in realno za brezveze, ker pač je obvezno. Ampak danes kao bomo delali en program, ki ga je žitek znam uporabljati, tako da but I have to go. To boš še za YouTube. Yes. Bye my chickens.